Od 25. septembra do 3. oktobra 2015 so po vsej Sloveniji potekali dnevi evropske kulturne dediščine, katerih slavnostno odprtje je potekalo v Žički Kartuziji. Letošnji dnevi so posvečeni praznovanju 25. obletnice dnevov evropske kulturne dediščine. Praznovanja so se uradno pričela s kulturnimi programi. 25. septembra opoldne v Slovenskih Konjicah, Kopru, Kostanjevici na Krki, Kranju, Novem mestu, Piranu, Škofji Loki, Tržiču in Žužemberku, na Ptuju in ob 10. uri v Idriji in Radovljici. Sledilo je še pestrih 400 dogodkov po vsej Sloveniji, namenjenih predstavitvi kulturne dediščine in širjenju znanja o njej po mestih, včlanjenih v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Dnevi evropske kulturne dediščine so skupna akcija Sveta Evrope in Evropske komisije. Preprosta ideja o odkrivanju kulturne dediščine in o možnosti uživanja v doživljanju dediščine za prav vsakega izmed nas se je porodila v Franciji. Njihovi začetki segajo v leto 1985, ko je na konferenci evropskih ministrov za kulturo držav članic Sveta Evrope v španski Granadi tedanji francoski minister za kulturo predstavil ministrom iz Evrope in od takrat se je pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije razširila po vsej Evropi. Skoraj vsako leto se sodelujočim pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s katerimi skušajo domači javnosti, Evropejcem in svetu predstaviti kulturno dediščino Evrope. Svet Evrope je akcijo uradno sprožil leta 1991 ob podpori Evropske komisije. Skupna akcija Sveta Evrope in Evropske komisije so ti dnevi postali leta 1999. Letošnja tema ponuja številne možnosti interpretacije kulturne dediščine. Razlogov za praznovanje je v življenju veliko, od osebnih do družinskih praznikov, do številnih tradicionalnih del, ki so se pričela ali končala z različnimi obrednimi dejanji. Praznovanja so povezana s slovenskimi šegami, plesi in ljudsko pesmijo, ki povezuje Slovence doma in na tujem. Povezujejo različne generacije, prispevajo k razumevanju lastnih korenin, k spoštovanju materinega jezika in kulturne dediščine, ki so jo ustvarjale generacije naših prednikov. V Slovenskih Konjicah so se v dopoldanskih urah v pestro dogajanje vključile vse konjiške šole in vrtci z enotami, Osnovna šola Loče, Glasbena šola Slovenske Konjice, Gimnazija Slovenske Konjice, številna kulturna društva, knjižnica, Center za kulturne prireditve in Turistično-informacijski center Slovenske Konjice. Dejavnosti so potekale skozi ves dan na šolah, v vrtcih, po mestu in drugih krajih v občini ter v Žički Kartuziji. Na osrednji prireditvi Praznujte z nami ob 12. uri, ki je zaradi dežja bila prestavljena iz mestnega trga v dvorano Doma kulture, so učenci šol in vrtcev prikazali splet pesmi, plesov in dramatizacij na temo praznovanj. Ob 16. uri je v Žički Kartuziji potekal 11. festival lepopisa, katerega namen je spodbuditi mlado generacijo k samostojno izpisanemu izdelku z osebno noto in sporočilno vrednostjo. Vsebina lepopisov je letos povezana s praznovanjem 850-letnice Žičke Kartuzije. Na prireditvi so podelili priznanja najlepopisom, pripravili razstavo lepopisnih izdelkov in kreativno ustvarjali v lepopisni delavnici. Slovesno odprtje 25 dnevov evropske kulturne dediščine in 3. tedna kulturne dediščine je potekalo ob 18. uri v Žički Kartuziji. V letošnjem letu je 850. obletnica od prihoda Kartuzijanov v Žičko Kartuzijo. Po dolgoletnih prizadevanjih pa je vlada Republike Slovenije 24. junija 2015 sprejela odlok o razglasitvi Žičke Kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena, da bi ohranili njene kulturne vrednote, izboljšali njeno prepoznavnost in spodbujali javno kulturno rabo. Na osrednji slovesnosti je magistrica Julijana Bizjak Mlakar,
ministrica za kulturo odprla jubilejne dneve Evropske kulturne dediščine. Spoštovane ljubitelice in ljubitelji kulturne dediščine. Veseli me, da ste mi podelili čast odpreti 25. dneve Evropske kulturne dediščine v Sloveniji. Slovesno ste umestili Žičko kartuzijo, dediščinski biser, spomenik izjemnega pomena za Slovenijo in širši evropski prostor, ki letos praznuje 850. obletnico ustanovitve. Zgornjo kartuzijo in cerkev v Špitaliču smo v vladi letos razglasili tudi za spomenika državnega pomena. Današnji dogodek je še toliko pomembnejši, ker so danes tu, poleg drugih gostov, zbrani tudi župani oziroma predstavniki kar 12 občin, članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki so danes vključene v tovrstne svečanosti ob praznovanju dnevov evropske dediščine. V Sloveniji imamo bogato kulturno dediščino in izročilo, ki so ga poleg kamniškega rojaka Franceta Steleta odkrivali in popisovali mnogi etnologi in drugi strokovnjaki. Dediščina nas na najbolj neposreden način seznanja življenjem naših prednikov. To je s koreninami slehernega med nami. Narod brez korenin, narod, ki ne spoštuje svoje kulturne dediščine, ne more biti odprt do drugih kultur in tudi nima prihodnosti. Na prireditvi sta vsem prisotnim spregovorila tudi Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in gostitelj Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice. Še več, lahko smo upravičeno ponosni na to, kar so naši predniki ustvarili, in iz tega lahko črpamo samozavest tudi za naš bolj optimistični pogled v prihodnost. Tudi v občini Slovenske Konjice se imamo s čim pohvaliti, pa ne samo stavbami, tudi z marsikaterim drugim dosežkom, ki je šel v pozabo in bi ga radi vcepili v spomin, v glavo naših mladih. Prav zato je bil današnji dogodek ob 12. uri, srednji dogodek za našimi mladimi, posvečen temu, da se začnejo zavedati pomena kulturne dediščine, takšne ali drugačne. Med stavbami in pa seveda tudi tistim, kar je v tistem času in kaj je pomenila za ves del Srednje Evrope Žička kartuzija, je pa tukaj za nami oziroma se nahajamo v delu tega znamenitega samostana. In po dolgih letih prizadevanj, obnavljanj, smo prišli do stanja, ko smo lahko upravičeno vložili kompletno vlogo za pridobitev višjega statusa. Iz statusa spomenika lokalnega pomena smo, kot je bilo že omenjeno, uspeli pridobiti status spomenika državnega pomena. Jaz srčno upam, da to pomeni, da bomo nekoliko lažje šli mimo vseh tistih ovir, ki pomenijo tudi nadaljevanje obnove, katero si vsi srčno želimo. Na tem mestu bi se rad posebej zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da smo ta status uspeli tudi pridobiti. Še posebej direktorici Javnega zavoda Splošna knjižnica magistrici Renati Klančnik, zaposlenim na Zavodu za varstvo kulturne dediščine enota Celje in pa zaposlenim na Ministrstvu za kulturo. Brez njih bi težko pripravili takšen predlog, da bi ga gospa ministrica potem z veseljem nesla na vlado. Spremljevalni program v obliki glasbeno-poetičnega recitala Lepota doline so pripravili dijaki Šolskega centra Slovenske Konjice Zreče in Glasbene šole Slovenske Konjice. Vsepovsod spokojna modrina, modri plamen in v njem bolečina, ki jo uteši smrt. Kako še zmeraj dišijo visoke trave, bivših
stavbah in vrtovih samo za moške. Kako še zmeraj diši pehtran, šatraj po zelenem otoku Kartuzije. Misliš, včeraj je bil tisti dan, ko so odšli čisto tiho, sami, z nepremagljivo skrivnostjo, kako glasno odmeva kamnita lupina. Dvojna ura, moj, tvoj molk.